Nadaljujemo z edino rubriko, ki je bolj slovenska kot nestrpno čakanje prvega snega in pritoževanje nad tem istim snegom takrat, ko pade. V slovenski rubriki tokrat o Golniku, naselje, ki je dobilo ime po nekem Niku, ki je včasih rad tekel po ulicah gol. Kot zanimivost iz istega razloga so Brežice pred časom hoteli preimenovati v Goljure. Golnik bi lahko postal svoja občina. Ja, do zdaj so po okoliških vaseh namreč zbrali že več kot 1000 podpisov podpore. Te so zbirali v okoliških vaseh, ki bi jih zaobjela nova občina in kjer živi nekaj več kot 10 000 ljudi. Kot trdijo, podpisi dokazujejo najmanj 70% podporo nastanku nove občine. So pa odločno proti prebivalci kraja Golnik. Prav ste slišali, vse vasi so za, da Golnik postane svoja občina, samo Golnik je proti. To je približno tako, da bi se s frendi menili, da ste šli k Marjanu na žurko, pa se pa jav Marjan pa reče, pri meni nobene žurke. No, vsaj predstavljam si, da je tako, ker nimam njih frendov. Še manj pa z imenom Marjan. Enkrat sem enega imel, pa je šel v politiko. Nima veze, v glavnem pri Golniku smo. Poslušamo argumente za in proti občini. Na terenu smo ugotovili, da pravzaprav res je potreba potem, da dobijo več sredstev za šole, za vrtce, za pločnike. Mi želimo, da Kranj tudi v prihodnje ostane tretja najmočnejša in največja slovenska mestna občina in zato nasprotujemo njenemu razkosanju. Ja, Golnik lahko postane svoja občina, le če razkosajo Kranj in mu s tem morda ukradejo naziv mestne občine. To bi bila že druga kraja Golnika. Ljubljani so očitno predtem že ukradli park Tivoli. Trenutno ne vemo, če bo Golnik na koncu postal svoja občina, če pa bo, pa to zagotovo ne bo mestna občina, temveč vaška občina. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.